Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o tem, kako veste, da je vaša veza ali pa da so vaši odnosi karmični. No ja, obstaja nekaj takih rdečih zastav oziroma jasnih znakov, ki kažejo, nekaj te ta odnos uči. Predvsem, jaz mislim, da so ta trenutek skoraj vsi odnosi karmični, zaradi tega, ker smo skoraj vsi na potovanju, da prečistimo svojo podzavest, svoje kode, svoje energijske vzorce, podzavestne vzorce. In da v bistvu življenje nam niza odnose, kjer je ostala zataknjena energija. Mogoče se vprašate tako, pa zakaj ravno meni? Zakaj se ravno meni to dogaja? Se pravi, čas je, da stopimo iz območja žrtve in da nehamo se spraševati, zakaj ravno meni se to dogaja, in gremo v vprašanje, kaj me ta situacija uči. Kaj mene duša, moja duša uči skozi ta odnos. In ko dobimo jasne odgovore, je čas, da kakšno stvar počistimo. No, ampak najprej poglejmo, kako veste, da ste v karmični vezi. Recimo, da imate partnerja. Ko sta se srečala, enostavno se je zgodilo nekaj, neka povezava. Enostavno ne znate si razložiti, ampak neka nevidna sila vas je potegnila k tej osebi. In to je prvi znak, to je karmična veza. Vemo, da take karmične veze, kjer vas, ali pa nas, na koncu koncev, vse sama tudi predelujem kakšno vezo, ali pa sem jo predelovala, v glavnem, te karmične vezi z ljudmi so potrebne, da počistimo energijo, ki je nastala v preteklih življenjih. In kar je zanimivo, ta energija se s smrtjo ne prekine in se ne zbriše, če je tudi mogoče vmes 300, 500 ali 1000 let. Dejansko energija, ki je ostala na nekem trenutku, v nekem obdobju, ko ponovno srečate to osebo, je energija ista kot takrat. In zdaj lahko je energija, recimo med partnerji, spolne privlačnosti, da enostavno ne morete si pomagati, ker vas tako močno privlači spolno ta človek. Ali pa, mislim, ni važno, je to ženska ali moškega spola. Druga zadeva, no zdaj ta moški ali ženska. Moramo razumeti, da smo bili vsi v preteklih življenjih že moški in tudi že ženske. In če mogoče predelujete sram zaradi istospolne usmerjenosti, dejansko se lahko zgodi, da vam je všeč oseba istega spola in enostavno potem sebe začnete obsojati. Ne, to ni v redu. Ne vem, sebi rečemo, jaz sem narobe zvezan ali pa zvezana, ne? Ker je to splošno prepričanje in je splošno obsojanje, da je to nekaj slabega. Ampak mi, če gledamo, da smo kot duša na potovanju in da smo že vsi igrali moške vloge in da smo vsi igrali ženske vloge, bi dejansko mogli sprejeti to, da je vse v redu. Ja, vem, krščanstvo pravi, da to ni normalno in tako naprej. Brez veze. Gre se za to, da počistimo kode sramu, da počistimo kode zlorabe, nenazadnje, in da predvsem izstopimo iz nezdravih odnosov. No, zdaj, če pogledamo naprej, kako vemo, da smo v karmični vezi. Recimo med moškim in žensko, ali pa tudi istospolno usmerjeno, je prav isto, ali pa prijateljstvo. Vsi vidijo resnico, vsi vidijo, mogoče, da to ni zdrava veza, vas pa enostavno vleče tja. Ne morete izstopiti iz določene veze, je tako, kot da bi bili z nekimi nevidnimi nitmi povezani in zvezani in enostavno iz tega ven ne morete izstopiti. In šele, ko zavestite, kaj se učite, takrat lahko greste naprej. Recimo, jaz z mojim bivšim možem sem predelovala vrednost ljubezni do sebe, oziroma lekcijo ljubezni do sebe. Pač sem rabila nekoga, ki mi je jasno pokazal, da se moram imeti bolj rada
in da moram jasno postaviti meje. In ker sem pač očitno se majčkeno bolj počasi učim, sem rabila majčkeno bolj trpke lekcije, ker danes vem, da če bi imela že takrat zgrajeno samozavest in samovrednost, bi že po parih mesecih rekla, jaz se pa tega ne grem. Pa sem rabila 25 let. A veste, pač se učimo in nekateri se učimo majčkeno bolj počasi. Potem, karmična veza, tista, ki je čas, da gre v polje ljubezni, se v tej vezi izmenjujejo čustva ljubim in sovražim. Se pravi, enkrat je super, pa je spet slabo, pa super. Tako je, kot da bi sedeli na vlaku smrti in enkrat nas ponese v nebo, potem že drvimo proti tlom in tako naprej. V glavnem, karmične veze, zdaj pomislite, a iz vlaka smrti lahko izstopim? Lahko. In lahko izstopite živi. Ni nujno, da kar skočite dol, ampak vlak smrti vsake toliko časa pride na določeno postajo. In vi na tem vlaku lahko vztrajate in greste še eno vožnjo, pa greste še eno vožnjo, pa greste še eno vožnjo in vas boli glava, pa še kaj. Ali pa date eno vožnjo skozi, pa rečeš, tole pa ni zame. Tole je pa in osvojite lekcijo. Zdaj pa te lekcije skozi karmične odnose. Karmični odnosi, pa ne bo to, lahko je šef v službi, lahko je šefica, lahko je nekdo, ki je zaposlen v vašem podjetju. Vedno vas uči, izražaj svojo resnico. Tukaj pa že naredimo, kaj pa, če bom svojo resnico nekoga prizadela? Z resnico zmerom nekoga prizadanemo in najbolj prizadanemo sebe, če je ne izražamo. In to je tisto. Se pravi, resnica, Jezus je rekel, resnica vas bo osvobodila. In dobesedno, resnica nas osvobodi. Vidim, da pri mojih strankah, ki pridno delajo mišični test in pri mnogih sploh ne dela mišični test, je povezan s tem, da si ne upajo priznati resnice. Da ne upajo reči, kaj pa jaz sploh čutim? Si priznati. Recimo, jaz vem zase, ko sem predelovala te karmične odnose, da mi je bilo težko priznati sama sebi, sovražim dušo tega človeka. In tudi vidim, ko delam s strankami, ko je sovraštvo do duše človeka, je vedno povezan s tem, sovraštvo je smrtni greh in smrtni greh je tisti, ki te vodi v pekel. Se pravi, avtomatično ne izražaš tega, ker to je nekaj zelo, zelo slabega. No, v glavnem, kako zdaj izstopiti iz tega vlaka smrti oziroma kako narediti karmične lekcije v svojem življenju? Tisto, kar predelujete, ali pa predelujemo, je največkrat strah. Strah pred izgubo. Strah pred izgubo ljubezni. Strah pred izgubo varnosti. Strah pred izgubo ugleda, nenazadnje. Strah pred izgubo. Zadnjič sem govorila z eno gospo in ta gospa predeluje karmični trikotnik. Svojim možem se vrti v trikotniku, oziroma svojim bivšim možem se vrti v trikotniku, pač ena gospa ji je speljala moža. In kako sva delali preko mišičnega testa in tisto preko mojih uvidov, se je izkazalo, da ta trikotnik ponavljajo že iz parih življenj, ko si vedno oni dve podajata tega moškega. Vedno so v trikotniku in vedno so oni trije. In vedno je ta mož pa te dve ženski. In seveda, zdaj pa kaj se uči? Oprostiti partnerju, da je, tako govorim, kot berem sporočila, da je taka pička, da ne naredi nobenih, da ne izbere, pri kateri bo. Zdaj ta gospa ima še majčkenega otroka in seveda potem hodi nazaj in nekako so vedno oni trije povezani. Spi pri tej drugi ženi
in se grejo podajanje. Kako bo ona lahko izstopila iz tega ven? Se pravi, prva stvar, oprostiti možu, bivšemu možu, da je nekako, da si dovolj sem pa tja. Oprostiti sebi, da dovoljuje tak odnos, da je bila šibka, da je dovolila, da je sploh šla v ta odnos, ki je bil že na začetku bolan. Sovraštvo do duše te ženske, ki je speljala moža. Se pravi, vse to ima za predelati in najbolj tisto, kar jo pa najbolj veže s tem moškim, pa je strah, da ga bo zavedno izgubila. Prav strah. Strah, da ne bo nikdar več v njenem življenju. In ko mi počistimo z zdravilno molitvijo dekodiranja prav te strahove, da bomo izgubili osebo, da odpustimo, takrat enostavno prerežemo nevidne niti, enostavno te drame v svojem življenju ne potrebujemo več. Vem, da ni enostavno, ampak očitno potrebno. Glejte, ko mi predelamo karmo, te karmične vezi, s to osebo lahko sedimo za isto mizo in se nam ne sprožijo več čustva. Nobene bolečine ni več. Normalno lahko s tem človekom klepetamo kot z nekim znancem in je to. In če imamo skupno zgodovino in skupne otroke, smo lahko samo hvaležni, ker neko obdobje nekega našega življenja vseeno je bil srečen. Tako da zdaj, če pogledamo te karmični odnosi nas predvsem učijo to, kar bomo mi sami zapredelati, se pravi spustiti, odpustiti, biti v miru sam s sabo in predvsem sebi dovoliti iti naprej. Pojmo še na par sporočil, kart prehodu na novo dobo, da vidimo, za vse tiste, ki predelujete karmične veze, kaj vam stvarstvo sporoča, kaj je tisto, kar je prav, da ozavestite. Spolna čakra. Ustvarjalna energija teče skozi moje telo. Največ karmičnih vezi med žensko in moškim poteka preko spolne čakre. In seveda, ko srečamo tako osebo, se vzbudi pač prav preko spolne čakre, se povežeš prav tisto, občutiš neko energijo, ki je v bistvu nadaljevanje iz preteklega življenja. Zdaj ni nujno, da se spolno povežemo s to osebo in predvsem za ženske, pazite, moški za 7 let pusti svoje energijske niti v vaši maternici, če pride do spolnega odnosa, pač da je izlil vašo nožnico, tudi če je s kondomom. V vsakem primeru. Za 7 let se povežete energijsko s tem človekom, če nimate vmes nobenih spolnih odnosov. In zdaj, kako pa to lahko prej počistite? Začnite uporabljati zdravilno molitev dekodiranja in dejansko greste lahko počistiti prav energijo maternice. No, o tem sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur, v 2. poglavju. Drugo poglavje govori o spolni energiji in kako počistimo energijo svoje maternice. Ker glejte, če imate več spolnih partnerjev, vi dame, za moške to traja samo 3 mesece, medtem ko za ženske pa 7 let, če tega ne počistite. Zakaj je tako to pomembno, da počistite? Ker če ne počistite te energije, se dejansko vaš bivši partner vsakič, ko pomisle na vas, napaja z vašo sveto energijo. In v osnovi ta spolna energija bi morala teči na ta način. Moški je tako kot vtičnica, se priklopi na vašo maternico, kjer je center vaše moči, dobi energijo in če sta v odnosu, preko ljubezni vam da energijo in vi vračate preko spolnosti njemu energijo in energija kroži. Če se pa on samo priklaplja na vašo energijo in vam nič ne daje nazaj, pomeni, da vas izčrpava. In vsakič vaša energija gre samo enostransko, pač k partnerju, nič pa ne dobite nazaj. In zato je tako pomembno, treba je porezati te vezi,
tudi preko solarnega pleksusa prerezati te vezi. In to imate ravno tako na YouTubeu posneto meditacijo rezanje eteričnih vezi z nadangelom Mihaelom. No, kar sigurno pomaga, in zdaj bom objavila serijo meditacij, ki jih delam v svoji šoli, se bo dalo tudi to kupiti. Rezanje eteričnih vezi z močjo vijoličnega žarka in nadangela Zadkiela, Saint-Germaina, tudi to rezanje eteričnih vezi je zelo, zelo močno. No, gremo na novo sporočilo. Dovolite si čutiti svoja resnična čustva. Vaša duša se čisti. Solze. Solze so avtopralnica za dušo. Solze so tako kot za zemljo, dež, ki jo enostavno spere, prečisti, da novo energijo. Dovolite si občutiti svoja čustva. In mogoče sploh pri spolnih partnerjih, pri teh karmičnih vezeh, ki vas močno izčrpavajo, lahko je karmična vez tudi starši, otrok. Dajte si priznati, ali pa mogoče preverite z mišičnim testom, sovražim dušo tega človeka. In če sovražite dušo tega določenega človeka, dokler imate v sebi sovraštvo, toliko časa napajate z energijo tega človeka. Po drugi strani je pomembno, da počistite vse zamere, ker včasih ni sovraštvo, ampak je zadaj zamerim duši tega človeka ali pa temu človeku in jezna sem na tega človeka. Glejte, sovraštvo, zamera pa jeza, vam povem, da vas bo enostavno daje energijo drugim ljudem. Zato je tako pomembno, da pač svoje energijsko polje toliko prečistimo, zamera, jeza in sovraštvo ne pašejo v naše zavedanje. Zdaj mi je padla dol karta, jo bom vsem pobrala in karta mi je padla dol zaključek poti. To ne pomeni, da boste umrli, ampak pomeni, da bodite hvaležni za vse izkušnje, ki vam jih prinaša življenje. In ta zaključek poti, vam preberem zdaj še sporočilo, to je karta 48. Si na koncu določenega obdobja, bodi sproščena, najhuje je sedaj za teboj. To je bilo obdobje učenja, samo zahvali se. Predvsem te karmične lekcije dovoli, da odidejo, da se sčistijo. Dovolite, da enostavno se zgodi to, kar se more zgoditi. Ja. Izguba mogoče. Zdaj vam bom prebrala še sporočilo solze. Dovoljujem si občutiti svoja resnična čustva. Dovoljujem, da potlačena čustva pridejo na dan. Dovoljujem si jokati. Solze čistijo mojo bolečino in mojo žalost. Naj tečejo in me očistijo. Naj bolečina odide. Pred menoj so boljši časi. Zaupam, da se bo vse izteklo tako, kot je prav. In predvsem zaupajte in dovolite, da se sčistijo karmične vezi. Včasih je kakšna karmična vez povezana tudi s sestrami, z brati in je ravno tako povezan s tem. Odpustiti, prečistiti. Zadnjič sem z eno gospo govorila, ki ima močno vez s sestro in sva dejansko prišli do zaključka, da ni tak problem sestra kot mama, ki je manipulirala tako z eno kot z drugo in je v bistvu želela imeti raztreščeno družino zaradi tega, da je lažje vladala. Zato preverite najprej, če mogoče za vaše slabe odnose, ki jih imate mogoče med sestrami in brati, je kriv en od staršev, ki je podpihoval slabe odnose. In to je ravno tako karmična vez, ki je potrebno, da jo počistite in napolnite z Božjo svetlobo, življenjem in ljubeznijo, da odpustite sebi, drugim in da enostavno spustite te ljudi iz svojega življenja. Ponavljajte si misel, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, lahko rečete, da odideš iz mojega življenja, ali pa si ponavljajte, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da je tvoj svet miren.
Tako da uživajte, sporočila kart Prehod v novo dobo. Tele knjige moje so dejansko vodiči, ki vam bojo pomagale pri tem, da boste lažje prečistili svoje energijsko polje, predvsem pa to, da se boste osvobodili. In ko se boste osvobodili, verjemite mi, lažje se diha. Ampak res lažje se diha. Uživajte, vse dobro vam želim in predvsem ne pozabite, ljubezen do sebe je temelj vseh odnosov. Tukaj se vse začne in nažalost tudi vse neha. Tako da v glavnem uživajte, vse dobro in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga ves blagoslov stvarstva.